predstaviš vaš vizerski kvintet? Lepo prosim. Ali pa če se vsak zase, kako želite, ali pa ti mi predstavite. Jaz si moram srajce popraviti. Popravi, bolj na tu, poštati povedal. Takole lep dober dan tudi v imenu našega ansambla. In sicer mi pa sva mož in žena, Slavo Hresenka Mihelin. Začeli smo kot vizerski fantje, takrat mladi vsi domačini in igrali skupaj tam nekje 20 let. Potem so se naše poti razdelile, vsak je šel po svoji poti, fantje so se poročili, mi pa tudi, začeli smo ustvarjati družine in seveda domačije. No, v današnji obliki pa smo takole. Na basu je Marko Vogrinc. Na gitari smo se danes izposodili našega zeta Aljoša Černeč. Čisto na desni strani je naša Jana, ki je že kot mala deklica rada posegla v kakšnem inštrumentu in je bila še zelo malo skoraj bila trobenta večja kot ona, ampak je rekla, jaz bom igrala trobento. Čeprav najprej je hotela bariton, pa je bil malo le prevelik. Zraven Jane pa pomaga na klarinetu naš prijatelj iz one strane Save, čez mejo iz Kranjske strani, je pa Vlado Pašič. Kaj pa sem predstavila že prej, poznate najverjetno večina, ki ste tukaj, se tudi vse druge. Zahvalila bi se v gospe Mihaeli, ker je res napisala tudi v knjigi kar lepo o naju, o naši družini in seveda čestitke ob izidu. In pa seveda lepi spomini na osnovno šolo, ker je bila tudi naša učiteljica in učiteljica najinih otrok. Tako da seveda pa družini, ki je vedno stoji ob strani, sin Aleš z družino, Bojana in imejte se še naprej lepo in Mihelca, ustvarjajte še naprej. Odlično. Hvala vam, vizerski kvintet. Naj samo poudarim, da je knjiga išla v samozaložbi in ne bo naprodaj v knjigarnah. Zato hvala za vse vaše prostovoljne prispevke. Gospa Mihaela, vam pa predajam besedo za hvalo. Povem vam pa še nekaj. Vsi tisti, ki bi želeli deliti vaše misli ob današnji predstavitvi knjige, da bo za to čas po zahvalah gospe Mihaele. Ok? Mikrofon vas tu čaka. Tako da, zdaj se pa spete. No, jaz sem pa še prej ene prošnje za vas vse, ki ste tukaj, pa še za koga drugega. Da tudi vi pozorno preberete knjigo. Saj vsaka zgodba v sebi skriva drobne bisere. Tudi kratke zgodbice, ki vam jih je že Doroteja predstavila nekaj. Kakšno navdušenje je prevzelo 7-letne otroke, ko so se znašli na vzpetini. Od tod se pa vidi celi svet. Ti otroci so lansko leto dopolnili 40 let življenja. V zgodbi Taljan Modreča boste Natalija in Goran na koncu presenečeno ugotovila, da je to zgodba njunega očeta. V zgodbi z naslovom Franc izvemo o življenju nekoč. Kaj pomeni stavek? Takrat smo vsi strgali iz iste sklede. Ali misel,
bo prešel, če bom še živ. Kobile bom jemu zagvišnil. Ob koncu pa je spregovoril v imenu vseh, ki ljubijo konjsko dlako. Vemo, kdo so ti. Če tega ne bi zapisala pred 30 leti, bi bilo zavedno izgubljeni. Zatorej pišite o dogodkih in o ljudeh, ki si to zaslužijo, ki puščajo globoko sled. Jaz sem zbrala le nekatere. Justa, Bavčka, Pepca, Dragec, Prjanč, Franc, Rok, Jožek, Leja, Slavko, družina Zagmajster. Ob koncu pa hvala vsem, tudi Alešu in Lidiji, saj sem v zadnjem času zanemarjala gospodinjska pravila. Pomoč pri današnjem dogodku. Zahvaljamo vsem drobnim darilcem, pozornostjo vsem, najprej tistim, ki so ustvarjale glavne ženske, to našo knjižico. Pa bi prosila, da se približajo in bi prosila gospoda Branka Brečka, povečil današnji dan. In po vrsti bom poklicala tako gospa Darja Malarič, oblikovalka. Prosim, če ostanete gor, da bo prvi skupna slika. V dnevni sobi se gleda. Petra Gregla, našega tiskarja, ne vidim še. Očitno ga ni. Potem pa še mojo včerko Bojano, urednico. Pa vsaka od vas še dobi knjigo, če si jo želi. Povdarjam, če si jo želijo. Ja, hvala za pomoč v današnji predstavitvi. Najprej vabim gospoda ravnatelja Aljaža. Potem Marijo Ančolovič, ki je pomagala oblikovati to današnjo dnevno sobo. Še Jani Malus, to je Krišnik, ki je še Doroteja Mitaj,
Slavka, Zdenko in Jano. Pa Slavko tudi. Pa še Niko, ja. Imaš tudi svoje vino, imaš tudi ti črno zlato. A ja, ja. Podarili ga te, da lahko probam. Tako, to je skupina glasbenikov, ki so nam malo popestrili današnji dan. Zdaj pa mama edina ni dobila nobene rože. Mi smo pa veseli, da je preteklost naše družine zapisana. Pepika pošilja. Dobro. Pepika je namreč posebna gostja v knjigi, ki ste prebrali. Nič več ne povem. Ja, res. No, še eno zahvalno smo dolžni Društvo Kmetic Brežice, naš aktivni zelski, se je izkazal, so naše članice spekle dobrote, ki jih boste potem še skusili, pa bomo nagradili samo predsednico tega aktiva za eno odločitev. No, končno pa hvala tudi ljudem, ki bodo dokumentirali današnji dogodek. To je recimo Boris Kovačič, ki nam Hvala lepa, izvolite. ki živi sicer v Brežicah, ampak srce je pa na Bizerskem in tukaj je tudi šolo obiskoval. Učenec. Ja, naš učenec. Pa tudi Branko Brečko s fotoaparatom, tudi že naš program. Trudil se je tudi Davor Klipej, da ne želim zdaj. Je rekel, da smem povedati, da je po starših Bizelanc. Tako. Tako da malo do zavest krepimo, ne? Posebili smo pa tudi, da je nekaj novinarskih teles tukaj. Tudi že gospod Martin Luzar je prijatelj Bizelancev, pa mislite, že tudi vaše družine, kaj? Tako, da ne lažem. Je že kar nekaj desetletij, največ ne. Ja. Upam, da ste ga slišali, čeprav nismo dali mikrofona. Tako. To bi bilo to. Ne vem, če je še kdo od novinarjev tukaj, se pa najavi. Se pa umakne. Zdaj je res nekaj. Meni je to prva. Slednjeno, na drugi bomo, ne bomo v njem